druga predstavitev na programu je spletna platforma za financiranje manjših projektov nevladnih organizacij. Predstavil pa gospod Mladen Blatnik, ki se čišča Novo Savinjske regije. Še enkrat vabim vse, ki nas spremljate prek spleta, da napišete kakšno vprašanje, če vas zanima v zvezi s predstavitvami, bomo posredovali potem govorcem. Tako da, Mladen, izvoli. Hvala. Na IPAK inštitutu že nekaj let zbiramo sredstva za precej z namenoma, da pomagamo majhnim mladim organizacijam, da izpeljajo manjše projekte. Do zdaj nam ni uspelo zbrati recimo sredstva na nivo občin ali nekaj takega. In smo se osredotočili, pač ker smo opazili v sklopu stičišča, da nevladne organizacije veliko tudi tega naredijo z zelo majhnimi sredstvi. In par let smo imeli javni razpis. Prvič smo imeli do 600 evrov, smo financirali projekte maksimalno do 600 evrov, potem smo se nekako odločili, da bi spodbudili nevladne organizacije, da sodelujejo med sabo, tako da smo dali dodatne pogoje, recimo, da morajo dve organizacije sodelovati, sicer so dobili v tem primeru manjša sredstva, ampak spet namen stičišča je to, da jih tudi poveže. Eno večer smo potem razmišljali, na kakšen način bi to ustvarili neko, recimo, trajnostno platformo ali trajnostni način zbiranja teh sredstev. Ker tudi projekt stičišča je financiran strani Ministrstva za notranje zadeve, tudi tu so sredstva omejena, kaj lahko tudi mi naredimo v sklopu tega projekta je določeno strani ministrstva. In smo hoteli nekaj pustiti za nami, recimo v primeru, da ali ne dobimo projekt, ali v primeru, da se projekt zaključi. In pač obstaja Kickstarter in Indiegogo, to so dve velike platforme za množično zbiranje sredstev in smo razmišljali, da bi nekako to prenesli v Slovenijo. Zavedali smo se neke omejitve števila prebivalcev. Če gledamo obe platforme, sicer Kickstarter se zdaj razširi po Evropi, ampak je začelo v Ameriki, Indiegogo je pa globalna. V vsakem primeru ne moremo primerjati recimo državo, ki ima 300 milijonov ljudi in eno državo, ki ima 2 milijona ljudi in da bi ta sistem lahko deloval enako. Tako da smo se odločili omejiti sredstva oziroma višino sredstev in dejansko projekte, ki se lahko objavijo na spletno platformo. V primeru, če nekdo ima dejansko produkt ali kaj takega, je še vedno boljše iti na Kickstarter in Indiegogo, čisto enostavno zaradi števila ljudi, s katerim katero vi lahko dosežete. Mi smo se bolj razmišljali v to smer, da bi pač dali neko možnost zbiranja sredstev za socialne projekte ali za projekte, ki ni nekega, recimo, kateri so v dobro družbe, ampak ni namenjeno, recimo, da prodajamo neki produkt ali nekaj takega. In s tem je nastala ta platforma Zaženi.si. Jaz bi sam hotel omeniti to, da je platforma kot platforma bila narejena zelo enostavno in da je v bistvu v fazi testiranja. Nekaj projektov smo dali gor, nekaj denarja smo tudi zbrali. Ideja je bila, da vidimo, kako bi to funkcioniralo. In skupaj regionalnem stičiščem v Ljubljani smo pač smo imeli en dogodek, kjer so pač uporabniki sami dali svoje pripombe. Zdaj je naslednja faza, da nadgradimo celo platformo in jo spromoviramo. Upam, da nam bo uspelo nekaj pustiti, to, ko sem omenil, nekaj samostojnega. Sicer so bile neke
kako bi rekel, določene omejitve glede slovenske zakonodaje, tako da smo ta problem množičnega zbiranja rešili tako, da smo celo platformo postavili preko fundacije, katera deluje že nekaj let. Inicialno fundacija Modra reka je bila namenjena zbiranju sredstev za pomoč Bosni in Hercegovini, sicer smo potem to že nekako razširili in preko fundacije ustanovili to platformo. To, ko sem omenil, prijave so zelo enostavne. Tudi naše izkušnje so takšne, da je ogromno birokracije v ozadju. Mi smo se pač trudili, da naredimo prijavo, sicer čisto enostavno, največ do 1000 znakov, kratek opis projekta, da je čim manj te birokracije in da društva dejansko čim hitreje dobijo sredstva. Na drugi strani isto, glede poročanja, smo rekli, da ne rabimo preveč dokazil. Ideja je pač, to je, če smo se želeli bolj osredotočiti na rezultate, to nam je bilo najbolj pomembno, da dejansko, kad ste rekli, da bo narejeno, da dobimo neko slikovno gradivo, da obstaja nekaj v ozadju, da mi dejansko vidimo, da je to bilo narejeno. Zdaj, koliko je računov bilo noter, kome je denar bil izplačan, smo se trudili nekako izognati vse te birokracije, katera normalno pride z evropskimi projekti ali recimo celoobčinskimi projekti. Tako da je prijavnica precej enostavna, projekte pač lahko pogledate na naslovni strani in to, ko sem omenil, sama dokazila oziroma poročila za projekt so precej enostavna. Vzeli smo primer, tako sem prej omenil, Kickstarter ali Indiegogo, pač da je neki kratek opis projekta, vizualna gradiva. To je edino, kar smo recimo opazili, da v testni fazi je, da se društva niso dovolj zavedala, da se gre v bistvu za samo promocijo projekta. In to bi spet poudaril, da tudi če ti objaviš svoj projekt, to ne pomeni, da boste dobili denar. Cela ideja je tega, da vi promovirate tudi platformo, pa tudi vaš projekt in s tem v bistvu pridobite sredstva. To je pač podobno kot Facebooku, domino efekt. Eden ima prijatelja, prijatelj ima prijatelje, ti prijatelji imajo prijatelje, da se tako to spromovira. Ampak to, ko sem omenil, smo opazili, da v testni fazi nismo dovolj poudarili potrebo za samo promociji. Ne vem, to je v bistvu to. To, ko sem omenil, naslednji korak je pač, da dodamo avtomatično doniranje sredstev, torej preko kakšnega plačilnega procesorja, tako da bi omogočili plačilo preko kreditnih kartic, PayPala in bančnih kartic. Drugo je pač, da bi nekako naredili neko socialno skupnost skozi to platformo. To smo že na enem projektu delali nekaj podobnega. Če opazite, ne vem, če ste uporabljali Kickstarter ali Indiegogo, v bistvu se moraš prijaviti. Tudi kot donator se naveže neki stik z prijavi. In cela ideja, da nekako to ponovimo spet tu v Sloveniji. Sicer spet to bi isto poudaril na zelo specifičnem področju, torej majhni projekti, specifično za nevladne organizacije. No, kakšno vprašanje? Mladen, hvala za predstavitev. Mogoče kakšno vprašanje z občinstva? Okay. Živjo. Najprej bi pohvalil, ker se mi zdi res super stvar, sploh mislim, da je tudi edina slovenska taka stvar, vsaj kar sem jaz raziskoval. Bi pa sam nekaj vprašal.
A imate omejitev samo na društva, ker ste omenili društva, ali tudi zavodi, ustanove? Ja, ideja je pač za vse nevladne organizacije. Tako da, ja, nismo vse zavodi, ja, Okay, super, hvala. nevladniki. A se lahko prijavi tudi recimo fizična oseba ali pa da bi donacije zbrali za ne vem nekoga, ki je v stiski, ki vidim, pomagam ti v sklopu tega projekta, bomo pomagali osebam. A se v bistvu prijavi zavod, pa potem oni za njega iščejo? A ideja je pač, to, ko sem omenil, specifično za nevladne organizacije, ne za fizične osebe. Aha, okay. Pa kaj smo še... Ker na Kickstarteru se lahko tudi fizična oseba sama, kot ne vem, jaz sem želim iti na ne vem, potovanje ali pa ne vem, nimam sredstev za šolanje, ne vem, zasledila sem eno gospodično na glasbeno šolo v Ameriki, bi rada šla pa. No, ideja je pač, da se omejimo na nevladne organizacije. Drugače, za te neke zadeve, spet, kot sem omenili, mislim, da je še vedno bolj smiselno uporabiti te večje platforme. Tu smo se bolj želeli osredotočiti na Slovenijo in spet na neko, recimo, lokalne skupnosti. Bi rekel. Pa to sem pozabil omeniti, da drug način nismo hoteli imeti sam pač finančne donacije. Ideja je pač, da tudi promoviramo prostovoljstvo na ta način. V bistvu, če recimo izvajate eden projekt in rabite pomoč, da preko te platforme bi lahko tudi iskali prostovoljce. To je pa v kontekstu doniram prostovoljske ure? Da. V tem kontekstu. Razumem. Jaz tudi se mi zdi pohvale za to pobudo. Všeč mi je to, ker je recimo ta primer, turnir vodne košarke, en konkreten dogodek, ki se bo zgodil in da potem na to eno konkretno stvar lahko potem vežemo ta sistem donacij. To mi je zelo lepo. Me pa to zanima, kako bo s promocijo s tem? Se lahko tudi mi kot Sebinska mreža vključimo to promocijo, da vam pomagamo, da prek naše dreme pa prek naših kanalov boste imeli kako strategijo, da mogoče, da mislim, da to tudi, ne tudi, da tle smo tudi stičišča, mislim, stičišča se tle, kako ste si to predstavili, da to res promoviramo znotraj sektorja? Ja, eno strategijo smo že nekako pripravili. Zdaj nam je cilj, da nagradimo spletno platformo. To mislim, da je najbolj pomembno trenutno, da je proces doniranja čim bolj enostaven. Da dejansko kliknem enkrat, dvakrat, gotovo. In potem bi, ideja je, da bi naredili neko nacionalno, oziroma promocijo na neki nacionalni ravni. Mogoče, Matjaž, bi bilo tole tudi za vas kaj zanimivo? Mislim, zdaj skušamo, ko smo tle nevladniki, malo sinergiji iskati, tudi namen teh predstavitev ni za samo to, da vsak predstavi, pa da gre pa domov, pa da mogoče dobimo kakšne ideje, da se potem lahko po tem dogodku povežemo, iščemo skupne sinergije, ker se mi, da so zadeve so kar kompatibilne. Ja. Mi z nevladniki moramo pa tako skupaj držati, če ne, vem, kaj bo. Dobro, prav, Matjaž, ja. Ja, jaz bi sam povedal, da se neverjetno mrežimo. To je v bistvu tako, kot da bi rekel, da to mreže ne postalo že tako metastazično. Kar pomeni, da pravzaprav ne samo, da bi mi ta projekt, da bi bil za nas zanimiv. Mi bomo ta projekt promovirali našim partnerskim organizacijam in prepričan sem, da bojo našli nekaj zanimivega zase.